Haleluja. Kakšna radost, da smo lahko v Božjem kraljestvu. Kakšna radost, da smo Božji otroci, njegovi sinovi, njegove hčere, odrešeni, odkupljeni. Haleluja. To je noro, haleluja. Na novo rojeni smo. To je osupljivo, haleluja. Vsak dan poslušamo toliko enih problemov, toliko enih stvari v tem svetu. In to je normalno. Zakaj? Ker svet ne pozna Jezusa. In kaj mu stane? Problemi, katastrofe, virusi, poplave, težave. Tudi unika imajo denar, se bojijo, da ga ne bojo izgubili. Unika nimajo, mislijo, da bojo lačni. Noben se pa ne obrne na živega Boga, haleluja. In tukaj so Jezusovi zakoni, njegove zapovedi Božjega kraljestva. Če samo eno od njih uresničiš, haleluja, se ti transformira življenje. Jasno, najprej novo rojstvo, potem vse ostalo. Ampak poglejmo si naslednjo danes. Jezus je rekel v Lukatu 14, 12 do 14. Tukaj govori o tem, da pripelješ uboge v njegovo kraljestvo. Govorimo o 26. Jezusovi zapovedi. Pravil je tudi temu, ki ga je bil povabil: kadar napraviš obed ali večerjo, ne vabi prijateljev svojih, ne bratov svojih, ne sorodnikov svojih, ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. Ampak kadar napraviš gostijo, povabi siromake, kruljave, hrome, slepce in blagor ti bo, ker ti nimajo s čim povrniti. Povrne se ti namreč ob ustajenju pravičnih. A si lahko predstavljaš ta žur, haleluja? Da povabiš najbolj ljudi, ki jih vsi prezirajo, povabiš na svoj žur, haleluja. In to narediš tak žur, haleluja, kada praznuješ 50-letnico Abrahama, zlato poroko in vse skupaj, haleluja. In zakaj? Ker prepoznaš, da tvoje izobilje ti omogoča, da lahko pokažeš resničnost Boga drugim, haleluja. Posvet se ljudem, ki jih Bog pripelje na tvojo pot, haleluja. Pomagi ljudem, ki so v stiski, haleluja. In s tem pomagaš Bogu. Če bi rad posodil Bogu denar. A veš, da je v pregovorih ključ, kako lahko posojaš Gospodu. In sicer prav, kdor daje siromahu, posoja Gospodu. In naj ti povem, on ti ne bo dolžen, haleluja. Če si njemu posodil, si siguren, da ti bo vrnil, haleluja. In zdaj naprej, da ti spoznaš, da nisi lastnik svojega imetja, ampak si samo oskrbnik s tem. In s tem prepuščaš Bogu, da te lahko usmerja v dejanja nesebičnih investicij v življenje ljudi, ki ti ne morejo povrniti. Blagor tebi, haleluja. Zakaj? Ker ti bo povrnil ob ustajenju pravičnih. In lahko greš na tv.spremi.si, poglej si Večnost in nova doba. Darko govori o 2 ustajenjih. In če si sprejel Jezusa ob ustajenju pravičnih, ti bo marsikaj povrnen, ker ti ni bilo povrnen, dokler si živel na zemlji. Usipljivo, koliko ljudi živi samo za to zemljo, za kariero na tej zemlji. Probi živeti za večnost, res, haleluja. Zemlja je ful začasna. Ti boš celo večnost živel v večnosti. Kako boš gor vstopil, je izrednega pomena. To bi moglo biti najbolj pomembno v tvojem življenju. In veliko stvari lahko sabo gor nosiš. Eno od teh je, karkoli si dal nekomu na zemlji, ki ti ni mogel povrniti. Oče, hvala ti danes, da si nas osvobodil greha, pohlepa in stvari tega sveta in si dal v nas nove zakone. Naš srce je mehek, čist, nov in noter imamo ljubezen do vseh ljudi. In pomagi nam, Gospod, da ne gledamo, da bi pomagali ljudem, ki nam lahko pomagajo, ampak da pomagamo ljudem, ki nam ne morejo povrniti, Oče. In s tem pokažemo tvoj karakter. In s tem duša enega človeka lahko pride iz pekla v nebesa. Zakaj? Ker vidi, da nesebičnost ni iz tega sveta, ampak da pomagamo nekomu, ki nam ne more vrniti. Ne bo to naš moto, to nas, haleluja. V imenu Jezusa boste blagoslovljeni. Amen.